kriza hromi Slovenijo. Primanjkuje 1000 zdravnikov, 3600 delavcev v zdravstveni negi in rehabilitaciji, od 4 do 5000 učiteljev in vzgojiteljev, skoraj 12000 delavcev v gostinstvu in turizmu, 3800 voznikov, 5000 parov rok v gradbeništvu. Kdo bo torej gradil domove, socialna stanovanja, še zlasti pa bolnišnice, šole, vrtce? Predvsem pa, kdo bo tam delal? Bodo morala podjetja, tudi lokali, restavracija, hoteli, ker ni kadra, zapirati svoje vrata. Predanosti, dežurstev, vikendov in praznikov v bolnišnici. Bilo je dovolj, nam je zaupala zdaj že nekdanja medicinska sestra. Boljše pogoje je našla v trgovini. Še zdaleč ni edina. Ponekod v nekaterih bolnišnicah manjka celo do 40% medicinskih sester. Zahtevali so od nas veliko stvari, kar ni bilo v naši domeni, pač kot srednja medicinska sestra. Tako da smo delali tudi za delo fizioterapije, delo diplomirane. Včasih si mogel tudi doktor biti na hiter. Medicinske sestre, bolničarke v domovih za starejše so pogosto preobremenjene, izčrpane, pripoveduje Vesna Tomazini. V idrijski dom upokojencev je prišla v covidnem času kot prostovoljka in tam tudi ostala. Delavke zbolevajo, grejo v bolniški stalež. Tiste, ki smo zdrave, dobimo dodatno delo. Kiran Karič, šofer iz Bosne in Hercegovine, tovornjak vozi že 20 let. Delal je tudi v Sloveniji, a se je v času covidne krize, kot številni drugi bosanski šoferji, odločil, da našo državo zapusti. Oglasil se nam je iz Nemčije. Kad smo mi govorili, pa ljudi, dajte neko povećanje, nešto nam napravite, traže drugi radnike, mi dobijemo odgovor, dima, bolje idite. Na gradbišču sredi prestolnice se srečamo še z gradbenim delavcem, ki v Sloveniji dela že 52 let, tako kot je v gradbeništvu zdaj pripoveduje, ni bilo še nikoli. Delo ni cenjeno. Delo je danes nula. Mi smo podeni od podna. Evo ga, gradbinci so podni od podna. Ampak ne, da tudi to mora delati, ne. Gradbeništvo je eno od panog, ki so najbolj na udaru. Kadra preprosto ni. Podjetja zato selijo svoje delavce z gradbišča na gradbišče in barantajo, kdo bi komu lahko odstopil. Nekaj ljudi, primanjkuje zidarjev, tesarjev, inženirjev. Gospodarstvo ne briga, ali ima država kadre za svoje delo ali nima svojih kadrov. Če jih nima, naj rodi istorije. Vsak drugi zaposleni v gradbeništvu je tujec. Velika večina delavcev prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije. V zadnjih 17 letih jih je prišlo več kot 100 000. Toda če je še pred nekaj leti Slovenija veljala za odskočno desko, vrata v Evropo, je danes drugače. Delavci iz Slovenije odhajajo. Mani. Za denarja, fantje, moji dragi. Samo denar. Denar je sveta vlada, to je sami veste. Andrej Klančar iz podjetja Klančar Žerjavi, ki se ukvarja s posojo žerjavov, poudarja, da so jedro vsakega podjetja ljudje. Ti delajo razliko, zato sami veliko vlagajo v znanje. Rešitev je treba iskati v tem, da se delodajalci zamislimo, kako bomo izboljševali pogoje. Delodajalci namreč zaposlene pogosto izkoriščajo na vse možne načine, nimajo pravic, ne dobijo plače, regresa, dopusta, zato odhajajo. Tarik Kapo, električar iz Bosne in Hercegovine, je 4 leta delal v Sloveniji, delodajalec mu ni plačal za njegovo delo. Zadnjega pol leta dela v Nemčiji, kjer sicer nima bistveno više plače, a je, kot pravi, tam kot delavec bolj zaščiten. Bil sem prevaran od strane slovenskog poslodavca, niso mi isplaćeni sati, nisam dobio platu. Preko sindikata smo ih predali na sudu smo ih dobili, ali novac nikad nismo naplatili jer je firma otišla po stečaj, odnosno zatvorena. Logistika v Sloveniji že danes temelji na tujih voznikih, je jasen Peter Pišek, predsednik sekcije za promet pri obrtni zbornici. Šoferja zadnjih 15 let nisem zaposlil Slovenca. A tudi tuji šoferji se Slovenije vse bolj izogibajo, odhajajo v Avstrijo, Nemčijo, Italijo. Tam so pogoji boljši, plače višje. Nenad Dakič, poklicni voznik in samostojni sindikalni predstavnik poklicnih voznikov, ki prevaža po Italiji, pravi, da tam vlada red. Pri slovenskem podjetju je dobil slabih 1700 evrov, pri italijanskem skoraj 1000 več. Plača bi mogla biti 200, v Sloveniji, to je čisto normalna plača, ni nič pretirano. Tudi podjetni turistike jamrajo, da bi zaradi tega mogli vrata zaprti. Nekako razmišljajo o tem, ali?
kadra pa so še bolj črne. Balkanski bazen, nekdaj bogat vir delovne sile, je že skoraj prazen. To ugotavlja tudi Urška Močnik, direktorica Idrijskega doma upokojencev. Naša sosednja država Avstrija, pa potem Nemčija, so k svoji kadrovski stiski pristopile bistveno bolj sistematično in sicer na način, da so šli do kolegic v Bosni, poskrbeli za hitre tečaje oziroma usposabljanje za določena znanja. Interesa za delo v Sloveniji preprosto ni več, je neposredna bolničarka Hasija Ramić, ki je iz Bosne in Hercegovine prišla leta 2014. Tudi tisto urejevanje pač je dolgotrajno. Tako da človek preprosto izgubi voljo. Za zdravstveni dom Nova Gorica, kjer kritično primanjkuje družinskih zdravnikov, potrebovali bi jih 5, Bosna in Hercegovina za zdaj ostaja edina možnost, pravi pediatrinja in strokovna vodja Eva Brecelj. V lanskem letu so srbskim zdravnikom 2-krat dvignili plače in iz vidika plač slovenski trg dela zanje ni več zanimiv. Zavod za zaposlovanje je lani izdal večino dovoljenj za delo tujcev v gradbeništvu, predelovalni industriji, v prometu in skladiščenju. To so torej predvsem zidarji, vozniki tovornjakov in varilci. In to so zelo mobilne skupine delavcev. Slovenska podjetja se vse bolj spogledujejo z delavskimi organizacijami v Indiji, v Pakistanu in na Filipinih. V Rogaški Slatini, v izobraževalnem centru, kjer med drugim izobražujejo tudi avtoprevoznike, so ob našem obisku v prvi vrsti predavalnice sedeli 3 Nepalci. Let's start. Guys, now I'll show you how you change the country. Za 29-letnega Harija Kanala je vsa domača vas prispevala denar, da je lahko pripotoval v Slovenijo. Pričakuje, da bo tukaj kot voznik tovornjaka dobil od 1500 do 2000 evrov na mesec. V Nepalu je zaslužil 5-krat manj. When we will get job, we will settle here, then we feel good for future and we can make sure we will bring our family in Slovenia. Azijskih šoferjev je sicer pri nas le za vzorec. Za zdaj kulturne in jezikovne razlike so enostavno prevelike. Osnovno izobraževanje upravljanja s tovornimi vozili pa pogosto ni dovolj, da bi bili pripravljeni na vožnjo po evropskih cestah z evropskimi pravili. Igor Prah iz skupine Prah je v zadnjih 2 letih v svojem izobraževalnem centru usposobil nekaj 10 poklicnih voznikov iz 3 držav, največ iz Indije. Dobra polovica voznikov, ki so prišli, tudi dobrih voznikov, in se jih je relativno lahko dalo priučiti na evropske razmere. Tista slaba polovica pa je takšnih, ki bi zagotovo bilo bolje, da se usposabljajo dlje časa in to v tisti državi, kjer so bili. Ob nekonkurenčnih plačah, slabših delovnih pogojih, izkoriščanju so ena glavnih težav še birokratski mlini, ki meljejo v neskončnost. Navalna upravne enote precejšen. V zadnjih 7 letih se je število vlog povečalo za 3-krat, samo v zadnjih 2 letih za 1/4. Prav dolgotrajni birokratski postopki so pogosto razlog, da izgubimo še tiste delavce, ki bi si pri nas želeli delati. Številni se zato pred mejo enostavno obrnejo ali pa svojo pot nadaljujejo na sever, v Avstrijo in Nemčijo. Če vzamemo cel proces, danes skicira, se pravi iskanje delavca na trgu delovne sile, razgovori, podpis pogodbe, pridobivanje dovoljenj, ko vse te mesece skupaj zložimo, bo tak delavec uporaben 10. mesec od trenutka, ko zaznamo potrebo po delovni sili. V avtoprevozništvu postopki običajno trajajo več kot 6 mesecev, na področju zdravstvene nege še bistveno dlje, tudi več kot leto dni. Denis Sahernik iz skupnosti socialnih zavodov razloge za to vidi zlasti v neodzivnosti upravnih enot. Če govorimo o zaposlenih iz bivše Juge, najprej smo morali urediti zavarovanje, da sploh lahko kandidirajo na vloge in običajno se to dobijo za 2-3 meseca in v tem času upravna enota ne reši svojega postopka in potem dobi ta bivši oziroma bodoči zaposleni obvestilo, da vloga ne popolna in mora ponovno iti v zavarovanje in vse skupaj. Na koncu se raje odloči, da gre v Avstrijo ali Nemčijo. Takšne izkušnje imajo tudi v Idrijskem domu starejših. Jaz sem šla v Banja Luko pred leti in sem tam prek agencije za kadre tudi uspela kar nekaj kandidatk za zaposlitev na delovno mesto srednje oziroma diplomirane medicinske sestre dobiti.
Vendar so postopki priznavanja izobrazbe pri nas tako dolgotrajni, da v bistvu so gospe od te namere, da bi se pri nas zaposlile, odstopile. Lani so tujci na upravne enote vložili skoraj 120.000 vlog za delo, 100.000 je bilo rešenih. Največji del, približno četrtina, je padel na ljubljansko upravno enoto. Poleg navala so velik problem nepopolne vloge, tako državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbič. V interventni noveli zakona o tujcih, ki je v procesu sprejemanja, bodo omogočili, da bodo upravne enote med sabo lahko prenašale zadeve. V Sloveniji imamo 58 upravnih enot in vse niso čisto enakomerno obremenjene in na ta način bomo lahko iz stališča ministrstva optimalno izkoristili celoten sistem, da bo kar se da gladko tekel. V domovih za starejše kadra kritično primanjkuje. Iz tujine ga, kot smo slišali, dobijo vse težje. Stanje je kaotično, zaposleni, preobremenjeni, izčrpani, veliko je bolniških odsotnosti. Idrijski dom je le eden izmed mnogih, ki stanovalcev ne sprejema več. Imajo službe, ne vejo, kam bi s svojim očetom, mamo in so res tudi oni v stiski. Mi smo pa v stiski, ker jim tega ne moremo nuditi. Problem še zdaleč niso le proste postelje, pač pa enostavno ni ljudi, ki bi delali. V domove prihajajo vse starejši, vse težji bolniki, na vhodu pa čaka dobrih 14.000 ljudi. Nujne so nove kapacitete. Žal te kapacitete ne bojo nikoli napolno zaživele, še bomo dobili konkretnih rok. V nov dom v Žireh so morali tako zaradi pomanjkanja kadra prve stanovalce vseliti 5 mesecev kasneje, kot je bilo predvideno. Glede na tako dramatično in res alarmantno pomanjkanje kadra, jaz ne vidim nobenega smisla gradnje novih domov. Veliko vlogo pri kadrovski stiski ima seveda tudi nekonkurenčno plačilo, zlasti v javnem sektorju. Plače so po posameznih skupinah zaradi parcialnih dogovorov rasle različno. Razmere so danes povsem porušena. Zviševanje minimalne plače je povzročilo, da je delež delavcev z minimalno plačo iz leta v leto višji. Dokaz, da sedanji plačni sistem ne služi več svojemu namenu. Na Ministrstvu za javno upravo zato pospešeno snujejo reformo. Napake se zaznavajo v celotnem plačnem sistemu, praktično skoraj vsake poklicne skupine so nastala nesorazmerja. Plačni sistem mora služiti svojemu namenu, mora biti stimulativen, mora nagrajevati. Javnim uslužbencem je vlada dvignila plače za 4,5 % in še za en plačni razred v aprilu. Da država ni več konkurenčna z zasebnim sektorjem, pa se kaže zlasti pri visoko kvalificiranem kadru. Tako da teh usposobljenih kadrov, dobrih kadrov, nažalost ne dobimo. Govorimo o informatikih, govorimo o arhitektih, govorimo o tehničnih poklicih. Pomočnice vzgojiteljic do januarja niso imele niti minimalne plače. Sedaj prejmejo nekaj več kot 1200 evrov bruto, skoraj toliko, kot po novem znaša minimalna plača. Pedagoški zanos in priljubljenost tega poklica upadata, zato imajo tudi vrtci ogromne kadrovske težave. Vzgojitelj v bistvu postaja po eni strani tudi specialni pedagog, logoped, ker smo se primorani izobraževati tudi v tej smeri. Ni vseeno, kakšne otroke, kakšne vrednote v bistvu prizgajamo našim otrokom. Kar je zamujenega v vrtcu, je zamujeno zavedno. Težave so tudi v šolah, ki komaj še organizirajo pouk. Ni matematikov, fizikov, računalničarjev, razrednih učiteljev. Urnike krpajo študenti ali učitelji brez ustrezne izobrazbe, ki v pomanjkanju morajo šole vsako leto opraviti isto delo. Bistvena razlika med šolstvom in zdravstvom je, da pri nas ne moremo prenaročiti učencev čez 3-4 mesece, pol leta. Ne moremo formirati čakalne vrste, da bodo učenci prišli nekoč do svoje izobrazbe. Učitelji upravljajo delo drugih, za kar niso neusposobljeni, neplačani, je Jasna Mirjana Kordič, ki poučuje slovenščino na osnovni šoli Podzemelj. Vse več je bolniških odsotnosti, izčrpanosti, depresije, simptomi hude krize v šolstvu. V naši šoli imamo čisto vsi učitelji povečan obseg dela. To pomeni, da so naši urniki čisto zapolnjeni in
enostavno zmanjka časa za ustvarjalnost, za dodatno izobraževanje in tudi kvaliteta samega dela se s tem zniža. Na Belokranjski osnovni šoli so za učitelja razrednega pouka razpis 3-krat ponovili, na Radoveljski šoli pa 6-krat za učitelja glasbenega pouka. Smo s pomočjo znanstev pridobili učiteljico, ki nam pomaga sedaj. Pravzaprav nam je šlo zelo na roke, zaradi tega, ker je bila naša bivša učenka. Noben se mi javil, zaradi tega je recimo vraz začela svetovalna delavka. Tudi sama sem ogromno nadomeščala. Učiteljev primanjkuje, ker so izgubili ugled, avtoriteto, tako učiteljica Mirjana Kordič. Plačilo ni primerljivo z odgovornostjo. Tudi ravnatelji naporov in pritiskov več ne zdržijo. V 2 letih jih je namreč odšlo kar 164, večina je odstopila. Kadrovska stiska je le najbolj viden znak krize. Zamujamo z reformo, svari Branimir Štrukelj. Če mi ne bomo imeli dobro izobraženega prebivalstva, bo seveda tudi ne moramo imeti dobrega gospodarstva, ne kakovostnega življenja. Tu se vsakič znova čudim tej nespameti ali če hočete kratki pameti, ki deluje v političnem razredu. Kriza, ki ni konca. Tako je, pripoveduje generalni direktor hotela Slon Gregor Jamnik tudi v hotelirstvu, gostinstvu, turizmu. Začelo se je že pred epidemijo pri tako imenovanih enostavnih poklicih. Po epidemiji pa je kadrovski manko udaril pravzaprav vse segmente. Urnike že lep čas krpajo iz dneva v dan, vsaka bolniška je izziv. Če smo včasih iskali mrzlično sobarice, danes mrzlično iščemo natakarje, enostavno jih ni na trgu. Non-stop imamo vsi hotelirji odprte razpise za ta delovna mesta, pa ne pride niti ena prijava. Nikomor, ne k meni, ne k sosedu, ne k avstrijskemu hotelirju, ne k nemškemu, angleškemu, ameriškemu. Rešitev za to Jamnik vidi v sporazumih za lažje zaposlovanje delavcev iz tretjih držav. Tukaj nas je Hrvaška že pred 2 leti prehitela. Oni so že pred 2 leti uvažali Nepalce, Indice za enostavnejša dela in Filipince za zahtevnejša dela. Zato je, se mi zdi to ena od možnosti, da vsaj malo oblažimo in rešimo naš kadrovski problem. Razmere so torej resne. Pomanjkanje kadra na številnih področjih je, kot ste videli, tako kritično, da so nujni takojšnji ukrepi. Dostojne plače in ustrezni delovni pogoji. Sicer ne bomo ostali le brez delavcev, pač pa tudi brez prepotrebnih znanj in kompetenc.